draž, jaz sem ta telefon vrgel v sneg. Ne, Davor, kaj delaš, kako? O, boh. Danes sem ti dobila Honorjev najnovejši budget telefon, Honor Magic 8 Lite. Telefon so dobila še pred uradno predstavitvijo v Sloveniji, tako da bova na hiter podala na ene prve vtise. To je drugi telefon, ki ga testirava silicijo vključno baterijo. Prvi bil tudi Honorjev telefon. In material danes je pri bateriji ful pomembna stvar, ker to pomeni, da ima ta telefon res vzdržljivo baterijo. Poleg tega ima tudi lep dizajn, pa še par super funkcij za svojo ceno. Davor, pa ne pozab na najbolj pomemben del, na odpornost. Ta telefon je pri odpornosti next level. Dejansko je to next level, da so nama poslali celo navodila, kako ga lahko učva. Čak, kaj pa mora vse testirati? Kje bo sploh telefon? Ja, telefon že čilira. Dobeseden je v rečki v skrini. Dej ga iskat. Okay. Čak, kje pa je? Čak, samo malo. Dobeseden je v zamrzovalniku, le. Trden, led. Get it, ker je v ledu. Prid, deva ga pokazati. Drugače so nama pa poslali pikado puščici, da lahko testirava, koliko ima vzdržljiv zaslon. Potem so nama poslali vrečko s peskom, pa termometer za voden test, za zmrzovanje, zraven pa še spenjač, da res ne bi voda kam šla. Ker toliko veliko zaupanja ima v tale telefon, da se tole ful hodo. Sam očitno se bo mogla kar izživljati na tem telefonom danes. Misliš, da bo zdržal? Ja, da bo, daj, pit, greva. Je to kakor kapla? Ok. Prva stvar, srečno, zdravo in uspešno leto 2026 želiva vsem vam, dragi gledalci in gledalke, ko gremo skupaj že v 6. leto najnega kanala. Upava, da ste novo leto fajn in predvsem varno preživeli. Januar je ponovadi sicer malo bolj na easy, ampak za naju se je kar hitro začel. Letos 15. januarja je Honor v Sloveniji predstavil svojo novo Magic 8 linijo s telefonom Magic 8 Lite in Magic 8 Pro, o čemer ste in boste zihar še nekaj člankov pa video videli. Midva so oba telefona dobila za test še pred predstavitvijo, odločila pa so se, da najprej ocenila cenejšega, kmalu pa bova tudi Magic 8 Proja. Gre za zelo trpežen telefon, ki je namenjen tako pisarniškim kot fizičnim delavcem na terenu. Ima moderen dizajn, ki izgleda premijsko, čeprav njegova cena ni premijska. Hkrati je zelo zmogljiv, čeprav nima čipa najvišjega ranga. Mora pa reči, da ima tudi dobro kamero, ki sicer ni ravno na flagship ravni, kar je jasno poceni, ampak naj jo je vseeno presenetila. Gremo torej malo bolj podrobno pogledati tale telefon. Dajmo začeti z unboxingom. Izkušnja unboxinga je minimalna, ker je v zadnjih letih nekako postal standard. Žal. Sama škatla ni velika, noter pa imate samo glavne stvari. Na vrhu dobite napravo, spodaj pa USB-C v USB-A polnilen kabel in orodje za izmet SIM kartice. To je to. 66W hitrega polnilca žal v Evropi ne dobimo, zaradi EU omejitev pa je tudi kapaciteta baterije v tem telefonu manjša. 7500 mAh namesto 8300 mAh, kot je na kitajskem. Ja, no, ni idealno, saj je pa še zmeraj dosti dober po najnem mnenju. Bova pa vse razložila kasneje v videu, najprej pa pojdimo naprej na ekran in dizajn tega telefona. Ena izmed prvih stvari, ki vas zadanejo, ko dobite ta telefon v roke, je to, da deluje kot premijski flagship, čeprav to v resnici ni. Ima velik 6,79 inčov 120 Hz AMOLED zaslon, ki gre do 6000 nitov svetilnosti in ima zatemnitev pulzno-širinske modulacije 3840 Hz. Ta številka v bistvu pomeni, da vas ne bi smela oči boleti, če boste bulali v ekran pa scrollali, by the way, sem to, da veste. Drugače ima Magic 8 Lite ogrodje in hrbtišče dejansko iz plastike. Ja, tudi midva so bila presenečena. Ampak, pauza. Preden boste rekli, kako lahko premijski deluje telefon, če pa plastičen. Dobro vprašanje. No, naj vam tukaj poveva, da smo v 2026 in da se je postopek manufakture plastike, da je napredoval do te mere, da ni več v feelingu take razlike napram premijskim materialom pri dražjih telefonih. Ja, tako kot je bilo včasih. Zdaj, telefon že zaradi minimalnih obrob na ekranu daje tak premijski feeling. Tudi robovi so lepo ukrivljeni in odrezani, da ne zarežejo v roko. To plastično ohišje pa na otip tako nerazločljivo od steklenega. Prednost tega, da je telefon iz plastike, pa je recimo ta, da je neverjetno lahek in easy za rokovati, ker tehta sam 189 gramov. Skoraj prelahko. Ja, ker je po današnjih standardih precej lahko za to velik telefon, to je res. Pri tem telefonu nama je tudi všeč, da je malo širši kot na primer njegov večji brat, ker ga naredi še dodatno bolj udobnega za v roke. No, odvisno od tega, koliko velike roke imate. Še ena dobra stvar je pa ta, da modul za objektive ne štrli preveč ven, kakor pri velikih flagshipih.
tako da se telefon ne ziba preveč, ko ga date na mizo in ga lahko uporabljate normalno. Na hitro pa lahko še omenimo, da naprava pride v 3 barvah: polnočni črni, gozdni zeleni in rdečkasti rjavi. Kot vidite, sem jih dobila ta drugo in da bi rekla, da ima čisto kul, ker je taka mentolasta v živo. Ampak to definitivno ni samo telefon za gledati. Tako da zdaj pridemo do zabavnega dela videa, kjer lahko telefon malo mučva. Tako da gremo kar na odpornost. Honor Magic 8 Lite je telefon, ki ima Honorjevo novo tehnologijo Ultra Bounce Anti-Drop. In ne, to ne pomeni, da se odbija kot skokica, če ga vržete ob tla, temveč da ima v telefonu, predvsem v okolici zaslona, kaljeno jeklo s trpežno ojačano strukturno zasnovo, ki preprečuje posledice nenamernih udarcev. No, ker gre za testni telefon, ga niso metala po tleh kar tako, so pa van metala Picado puščice in se na ekranu nič ni poznalo, kljub temu, da so te puščice res trde. Kaj imaš to? Evo, Andraž, semle si ga zadev nekam, nič ni. Jej! Dobro, zdržal. Ok, je trpežno. Ja, ker je pri tem telefonu tak poudarek na odpornosti, je Honor poskrbel, da ima tudi trojno certifikacijo na tem področju. Telefon je namreč certificiran po standardih IP69K, IP68 in pa IP66, kar zagotavlja celovito zaščito pred potopitvijo v vodo, kot tudi pred izpostavljenostjo močnemu dežju. Sliši se ful cool. Sam kaj to pomeni v praksi za vas kot potencialnega kupca? Sam dobre stvari. Yep. Praktično se lahko na njega spravite, tako kot se je travno nazorelo, a telefon ne bi smel biti nič. Ej, yo, pause! Hec, niso političen kanal, sam hotla sva neko zadovoljivo primerjavo, da čeprav mogoče prek malo. Ja. Čeprav po najnih testih, ko so se res spravili na telefon, tako sploh ni bil hec in se nisva zadrževala. Po metanju puščic sva na nosekala s prnjačem, pa se ni nič poznali. 2, 1. Ej tu! Wow! No, jaz tega svojim telefonom ne delal. Nato sem použila vodo do 50 stopinj Celzija in nato v to posodo vrgla še telefon za par sekund. Tukaj naj je bilo že kar strah, ker tole ni hec, sam Magic 8 Lite je brez problema normalno delo. Naprej. Ok, vržemo tega bad boya noter. To je en zelo fajn kuhan. Kaj je delo? Ja, več kot dost. Kva? Wow. Kot ste videli na začetku videa, sva ga dala tudi v zipper bag in direktno v zmrzovalnik za par ur in ko sva ga dala ven. Ne maram tih scen delati, ker nikoli ne veš, kaj bo. Definitivno je zamrznen. Je zamrznen telefon, gre noter. Zmrznen telefon gre noter. Dajmo odmrzati tega bad boya. No, fuck. No, se to je pa že to. Moment of truth. Snimaš? Snimam. Aj mrznen. Zamrznen, odmrznen. Ole? Ti zabavaš. To je noro. Neverjetno. Ta telefon je nor. Kaj pa, če slučajno pride v stik s ful peska na plaži ali pa v nekem takem okolju? Tudi to sva testirala, ko sva ga dala v vrečko s peskom in jo fajn pretresla, kot vidite na videu. Telefon pa je funkcioniral, kot da se nič ni zgodilo. Ja. Fora je v tem, da Milka, tako kot je rekel Anakin Skywalker, gets everywhere. In je smrt za elektronske komponente. Čak, da se ne vidi, da je umazan. No, siguren je umazan, še bolj je bil umazan. Še zmer dela. Pa še zmeraj na 98 postih. A štekate, kva vam hoče povedati in pokazati? Ta telefon je narejen, da se ga zlorab in da preživi. V enih videih so z njim celo trli orehe, midva sva v njegov zaslon res vrgla sam Picado puščice, ampak kot sva rekla, so zelo trdne. So. Tako da po vsem tem lahko veste, koliko Honor jamči njegovo trpežnost in koliko je res odporen. Načeloma vam mora po vsem tem zlorabljenju na telefonu še zmeraj vse delovati, tudi biometrija. Telefon lahko odklepate tako z bralcem prstnih odtisov, kot s prepoznavo obraza. Oba načina sta hitra, je pa res, da polje za branje prstnih odtisov kar malo nizko na zaslonu, lahko bi bil za odtenek višje.
Ampak, ko vas telefon spusti noter, vas bo pričakal Honorjev software in njegove AI funkcije. Operacijski sistem na Magic 8 Lite je sicer še zmeraj starejši Magic OS 9, prevlečen čez Android 15. To pomeni, da tukaj še ni Android 16, škoda, ampak predvideva, da bo malo posodobitev prišla potem, ko bo predstavljen tudi tukaj pri nas. Ja, figes bo davor. Mi da sicer ne veva, koliko let bo Honor posodabljal Magic 8 Lite, ker flagship je sicer vzdržuje 7 let načeloma, boste pa tukaj sigurno dobili vse, kar rabite imeti. Ja, bi mogel. Magic OS je namreč vmesnik poln funkcij, hkrati pa je še zmeraj zelo hiter, odziven, tekoč. Čez leta ga je Honor res izpilil, da že na pogled deluje tak estetski in lahkoten za uporabo. Zdaj, si je vzel inspiracijo od kakšnih drugih OS-ov? Ja, definitivno. Si je. Tukaj boste recimo opazili nadzoren center, kako spominja na enega določenega konkurenta ali pa funkcijo otoka na vrhu zraven selfie objektiva, ki tudi spominja na pač to otok. Čeprav bodo pošteni. Honor se ga je spomnil 3 leta, pa je pred vso konkurenco, sam ga ni poimenoval, pa je pa to naredil. Ja. Ampak še zmeraj so dodali stvari, ki so čist njihove in ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo, sploh s poudarkom na AI, kamor sodijo naprimer čaroben portal, podnapisi z AI, prevajanje z AI in urejanje z AI za fotke, da z njih izbrišete nezaželene stvari. Sploh ta zadnja zmeri prav pride. Mene zelo izbrisal. Yep. Vse te funkcije sva že malo bolj predelala v prejšnjih Honor videih, povezava do njih pa je v opisu. Tako da od Honorja AI je kar uporaben in ne samo neka stvar, ki so jo dodali zraven, da se lahko hvalijo z njo. Temveč so jo dejansko dobro premislili tudi na tem telefonu, ki je malo cenejši. Drugače pa imata valjda na tem fonu vse Googlove storitve, tudi Gemini, če vam slučajno od Honorja različica ne ustreza. Dobro, kaj pa performance, naša naslednja kategorija? Mislim, siguren se mora temu telefonu nekaj poznati, da je light verzija. Ja in ne. Ja, v smislu, da čip v njem je najvišjega ranga in najboljši na trgu. Gre za Qualcommov Snapdragon 6 Gen 4, narejen na 4-nanometrskem procesu. Tako bova rekla, da je performance tega čipa super za neko normalno uporabo in scrollanje po telefonu. Ne, z njim ne boste podirali benchmarkov z ne vem kakšnimi hudimi rezultati, tudi zato, ker ima telefon samo 8 GB RAM, ker za Android ni toliko veliko več, samo to sploh ni poanta tega telefona. Resnica je taka, da boste vsakodnevno pravila, kot so gledanje reelov, TikTokov in pa branje novic, pa mailov, čisto komot upravljali. Še špila boste tudi komot igrali na nekih osnovnih nastavitvah. Telefon pa se vam v tem ne bo neki ful pregrel, ker je ful velika pohvala, ki jo ne morava dati kar marsikaternemu precej dražjemu flagshipu. Torej poanta telefona ni toliko v performancu, ampak je nekje druge in sicer v njegovi ogromni bateriji. Ta sta res močno izstopa pri tem telefonu. Se spomnite, da smo na začetku rekla, da je tukaj baterija kapacitete 7500 mAh in da, kljub temu, da je na Kitajskem še večja, še vsem kar neha trajati. 93%. To je pač čisti fakt. Ta telefon v izi zdrži 2 cela dni, pa če ga niti ne rabite prav posebej šparati, da bi vam to rad. Kako mu baterija drži? Kdo so zdaj že ura pa pol zunaj, pa je na 100%. Mraz, hotspot, scrolling. Tole je super. Wow, tole je pa noro. Sploh nisem opazil. Tako, niti za procent ni padla. Pa še to je treba videti. Ta telefon je bil nafilan docela včeraj zvečer. Wow, ok. To je pa noro. Vse to je zahvaljujoč siliciju ogljični bateriji, ki se jih glavni zahodni proizvajalci z nekega razloga otepajo. Honor je pa to tehnologijo čisto domačil in rezultati so res impresivni. Ta telefon je med najboljšimi trenutnimi foni na trgu, kar se tiče vzdržljivosti baterije. Tudi recimo v Honor Magic 5, ki so ga imela, se je poznalo, da je bila baterija zaradi materiala lahko dosti večja od konkurence. No, če vam jo pa še zmanjka, pa lahko telefon hitro napilate 66W hitrim polnilcem, ki ga sicer boste mogli nažalost dokupiti, to je malo slabše, ampak ja. Gremo kar na zadnjo kategorijo in sicer so to kamere. Kamere se pri Lightlini iz leta v let niso kaj dosti spreminjale, gre pa za sistem dvojnih objektivov, pri čemer je glavni velikosti 108 megapikslov, ultraširokokotni pa sam 5 megapikslov. Tako da fotke, ki so narejene s tema dvema kamerama, so v redu oziroma so pričakovani glede na rak. Tako. To pomeni, da so lahko v idealnih pogojih ful dobre in so boljše od vrstnikov znotraj iste kategorije. Je pa res, da je senzor na glavni kameri dokaj majhen, kar pomeni, da fon ne zajema toliko zelo dobrih nočnih fotk, ker ne spusti noter toliko veliko svetlobe. Stranski učinek tega dejstva je, da so nočne fotke lahko bolj spacane,
ali pa pretemne in da slabše zajemajo hitro premikajoče se subjekte. To ni tak problem, če snemate takole naravo, gore in tako naprej. Če imate pa doma froce ali pa domače živali, pa maybe to ni glih telefon za vas. Ja, drži, Davor. Tudi ultraširokokotna kamera je zadostna, sploh čez dan, se pa včasih vidi, da ji pri obdelavi izdatno pomaga AI. Morava pa pohvaliti tukaj video, ki je za ta cenovni rang kar kvaliteten. Presenetljivo. Ja. Je pa omenjen na 30 fps-ju pri 4K na hrbtišču in na 30 fps-ju pri 1080 pikah na selfie kameri. Ful dobro. Ja, ful. Ja, edini video ni tako stabilen, drugače pa kvaliteten. V glavnem kamere so sprejemljive, niso pa izstopajoča lastnost na tem telefonu. Delač od tega. Kar pa je vstopajoče na tem telefonu, pa kot ste sami videli, sta to vrhunska baterija in vrhunska vzdržljivost. Drži. Pod črto je to telefon, ki je zelo dober kandidat za top budget telefon leta 2026 in ima res dobre lastnosti in če se ga bodo dobro oglaševali tukaj v Sloveniji, se zna res prijeti pri kupcih, kar bi si tudi zaslužil. Pa cena. V času snemanja tega videa je sicer še nimava, verjetno bo pa za 8 GB RAM in 256 GB notranjega spomina treba odšteti tam od 350 do 400 A evrov. pa jih je ta telefon ureden? Mi domislimo, da jih je. Ja. Ker vse glavne stvari so prisotne v tem rangu, tako je baterija, dober ekran in tako naprej, in so vsaj zadovoljive. Da bi ga mogli, se mi zdi, definitivno pogledati v prodajalni, če se boste odločili za nakup novega telefona v cenovnem rangu do 500 evrov. Evo, pa sta prišla do konca današnjega videa. Cajt, da odoživa pikado in da splezava iz hladilnika, dosti je bilo mraza za en dan. Res. Magic 8 Lite je telefon tako za delavce s plavim kot z belim ovratnikom, je čudovit kompromis med performansom in ceno. Skoraj sigurno boste ta telefon čez leto videli v marsikateri reklami in za marsikatero akcijo, tako da bodite pozorni na nje, ker boste dobili res dober telefon. Honorju se zahvaljujejo, ker nam je ga posodil na test, vam, gledalke in pa gledalci, pa da ste si pogledali ta video. Z najne strani je to za danes vse in se vidimo v naslednjem videu. Čau!